Ljudje velikokrat radi govorijo o nepomembnih vsakdanjostih. Ironično je celo, da besedi nepomembno in vsakdanje sodita tesno skupaj. Med resnimi pogovori ljudje velikokrat rečejo, da jim primanjkuje sogovorcev. Poudarjajo, da potrebujejo pogovore o sebi, o medsebojnih odnosih, o življenju, o dogodkih. Nato pa dodajajo, da imajo nepomembnih podatkov vrh glave. Zaradi tega so nekateri depresivni, drugi naredijo samomor. Nekateri pa se odločijo za življenje v bedi. Kljub naraščajočim tematikam je tistih pomembnih premalo. Vendar ljudje vztrajajo, iščejo, kopljejo globje, plavajo proti toku, vendar nikoli ni dovolj. V vsakdanjem življenju ostrina uma ni zaželena. Nikoli ni bila in nikoli ne bo. Iz kupov nezaželenosti se je rodilo ugodje in kasneje lenoba. Mar živimo zato, da nam je lahko? Potem takem bi bilo življenje lahko za vse in se ne bi bojevali z njim. Potem ne bi tekla kri. Nihče drug nima nadzora nad našim telesom in gibi. Samo mi. Večkrat sem se počutil kot rastlina. Zalivali smo me, skrbeli za moje listje in veje, negovali zemljo ter me večkrat presadili na lepši razgled. Jaz pa sem samo obstajal. Svet se ne bo spremenil sam, tudi spremenjen ne želi biti. Premikajoča in budna bitja so rojena z razlogom rušenja. Zemlja je prenapolnjena z razkolnikovimi mravljami. Sprememb torej ne bo, vendar pa še vedno lahko ustvarimo novega. Samo odločiti se je treba, stopiti na mizo in puško držati tesno ob sebi. Nato pa vzeti ječo tabletko. Potem se človek znajde v breznu, ampak tam ni klišejev, kalupov, vzorcev, kopij in misli. Človek ostane sam, brez telesa. Ostaneta samo on in zavedanje o zavedanju. O svetu ne vemo ničesar, o nas samih pa vemo vse manj. Danes živimo v imperialnem svetu grotesknega kulta mladosti, kjer je starost le absurd, napaka narave, nekaj odvečnega. S kremami proti gubam bežimo vstran od sebe, ali pa k nam samim. Skrivamo se pred dokazom, da nekaj znamo, da smo nekaj naredili in da smo bili nečesa vredni. Naš strah vsekakor ni upravičen. Tudi njegove pojasnitve in argumentacije so odveč. Strah se je prelevil v navado. Ne poznamo vzroka in ozadja, samo zavedamo se obstoja in da je naš. Je strah tisti, ki nas definira? Je vrsta strahu tista, ki določa naš karakter, na katerem temeljijo naše izbire? So torej le te posledica nečesa, kar sploh ne obstaja in je samo naša utvara? Pa vendar zgodovino pišejo zmagovalci. Zgodovina je neverodostojna in se bo ponavljala, vse dokler se ljudje ne naučimo biti iskreni. Kaj boš storil s trenutkom? No torej,
Ali se boste skrili pod posteljo? Pridi z mano, greva drugam. Pridi z mano v jutrišnji dan. Stand without the sea, put me in